Dober večer, drage gledalke, cenjeni gledalci. Začenja se oddaja Župan z vami. Danes naš gost, magister Bojan Borovnik, župan občine Mislinja. Gospod župan, lepo pozdravljeni in hvala, ker ste prišli. Lep pozdrav, tudi z moje strani. No, začniva pogovor z delom vašega občinskega sveta. Vaša koalicija dobro deluje. Vse pomembnejše odločitve, ki pravzaprav odlikujejo vašo lokalno skupnost, predhodno uskladijo že na sejah posameznih odborov, kjer si tako daleč od oči javnosti nalijejo čistega vina. In verjetno to je tista prava pot. Poglejte, najprej naj povem, da sploh nimamo koalicije, ampak smo se tudi na začetku mojega mandata dogovorili, da delamo skupaj in vse projekte res predčasno, ne na seji, na vseh odborih potrdimo. Res da imamo včasih različna mnenja na odborih, ampak na sejo pridemo vsi usklajeni. Jaz si res želim takšnega sodelovanja naprej. Jaz se naj na tem mestu, ko imam priliko, tudi zahvalim občinskim svetnikom in svetnicam za tako dobro sodelovanje, pa tudi na koncu tudi občinski upravi. Na svoj občinski praznik ste tudi letos obeležili tik pred poletjem in tvorno ste pravzaprav praznovali med 17. in 25. junijem, ko ste pripravili vsi skupaj vrsto uspelih prireditev. Ja, tudi letos je bil občinski praznik naravnan športno in kulturno. V letošnjem letu smo obeležili 270-letnico rojstva Žiga Zoisa. V ta namen so bile tudi 3 razstave. Razstava kamnin, razstava fotografska razstava in pa še ena razstava, razstava železarstva. Naš praznik smo svečano pričeli z prižigom kope, tako kot vsako leto. Smo tudi letos, potem drugi dan je bil pohod na spomin Franca Šilaka in med tem časom so se res dogajale športne in kulturne prireditve. Na višek pa je dogajanje doseglo na svečani seji občinskega sveta. Letos je bila pri vas, omenili ste že malce, gospod župan, rdeča nit povezana z velikim prednikom Žiga Zoisom, saj v Mislinji letos obeležujete 270. obletnico njegovega rojstva. Letošnje leto, tako kot sem že prej povedal, je bila res tema Žiga Zoisa. Poznamo Žiga Zoisa, da je zelo priznan ne samo v Sloveniji, tudi po svetu, tudi ogromno priznan, štipendije za njega. Moram povedati, da so vsa kulturna društva in tudi športna res pripomogli k temu prazniku in res smo sodelovali tako, kot je potrebno. Odprli smo to tudi Žigovo Zoisovo pot, ki se je zgodila tu na tem mestu, je bilo predstavljenih 9 točk. Moram reči, da sem bil zelo zadovoljen s temi prireditvami, ki so se dogajali čez celi praznik. Pomemben ostanek te plemenite tradicije predstavlja tudi tako imenovani Zoisov park, res z izjemnimi primeri dreves, ki jim ni para širom Slovenije. Velja pravzaprav ta zgodba, to območje za nek naravni muzej, kar pa je razumljivo, saj je to Zoisovo obdobje, to obdobje bogatega železarstva trajalo kar 100 let. Tako je, kot ste povedali, v letošnjem letu smo tudi ta Zoisov park malo opremili, se pravi z 2 klopcama. V lanskem letu smo naredili to strukturo, ki so jo nam izdelali umetniki. Želimo se tega tudi naprej. Ta park, da se še posodobi, še več klopc noter, da bodo lahko ljudje posedeli v tem parku. V tem parku so drevesa stara več kot 250 let. Moram povedati, da so tudi največja v Sloveniji. Zoisovo pot ste že omenili, letos ste jo torej otvorili in ta Zoisova pot je postala kar pomembna med tistimi, ki so radi v naravi, ne nazadnje kar na 8 ali celo 9 točk vas popelje. Ja, na 9 točk, upam, da sem spomnil vseh. Prva točka, recimo, smo to predstavili v enem delu, ozkotirno železnico, potem Zoisov vrt, Kovačija Robnik, potem Kovačija Mislinja, Tisnikarjeva hiša, Zilcev rov. Mislim, da je to. Veliko, skratka za vsakogar nekaj. Če se zdaj župan povrneva k svečani seji občinskega sveta, tam ste podelili ponovno 9 občinskih odličij in tisti, ki so se najbolj izkazali v preteklem letu, so jih dobili. Kdo so bili tisti, ki jih velja izpostaviti? Ja, to moram povedati, da je dobro delo naših občanov in občank, ki so si ta priznanja zaslužili. Med njimi naj povem morda Tretjak Milan,
potem gostilna Repolusk, potem, to imam zapisano, da ne bom koga izpustil, ker tega si ne želim. Bronasti grb, župnijski Karitas Šentilj, Miroslav Sušec in pa Stanislav Grobelnik. Priznanje občine so dobili Jure Tasič, Martin Krajnc, Metka Gros in pa strokovni kolektiv vzgojnega varstvenega zavoda za vrtca v Mislinju. Podelili smo tudi priznanje župana vsem odličnjakom in pa seveda tudi imamo med nami, smo dobili novega doktoranta, ki smo mu tudi dali to priznanje, to je bil pa gospod Marko Sinrajh. Občina Mislinja postaja zdaj v teh letih vedno bolj prepoznavna po množici kvalitetnih prireditev, ki ena za drugo zdaj že postajajo tradicionalne. Recimo pri praznovanju kulturnega praznika so svoje moči pa mladostno energijo združili mladi in nastal je zelo uspel projekt, ki so ga poimenovali Kult Urca. Ja, Kulturca, moram povedati, že da je drugo leto je ta projekt dobro uspel. Moram na tem mestu se zahvaliti našim tam mladim, ki so res vzeli resno zadevo pod vodstvom podžupanje, ki je tudi dejansko mentor oziroma ona je zadolžena za te kulturne programe in moram tudi na tem mestu čestitati vsem, tudi podžupanje in vsem tem mladim, ki so pripravili ta program. Leto 2017 je bilo za občino Mislinja kar precej, to lahko rečeva, investicijsko naravnano, izstopa prav cestna tematika, kar nekaj cestnih odsekov vam je uspelo posodobiti, če se najprej recimo dotakneva dveh in sicer najprej cesto Završek-Graška Gora. To področje že kar vrsto let urejate vzorno skupaj z mestno občino Velenje. Ja, mi smo v lanskem letu že financirali en odsek te ceste, približno 1 kilometer 150 metrov. Dogovorili smo se za mestno občino Velenje, da bodo oni ta projekt nadaljevali ne v tem letu, ampak v naslednjem letu. Jaz se moram tudi na tem mestu zahvaliti županu in njegovim sodelavcem, da so ta projekt podprli in da so že prehiteli nas in so dejansko to posodobitev izvedli v letošnjem letu. Mi smo bili tudi še ker delamo tu skupaj, tudi skupaj združujemo 50-50, tako da v letošnjem letu smo mi dali v proračun, da še tudi ta ostanek plačamo. To je bilo posodobitev približno 3 km cest, to pa ni malo, posebno ne za našo občino. Prav tako pomemben je cestni odsek ceste Paka, Paški Kozja, Gornji Dolič, odsek Bajtnar-Štefan. Tudi to investicijo smo izvedli v letošnjem letu. Moram povedati, da ta ni bil namen izgradnje te ceste, tega odseka, ampak je bil v planu drugi odsek. Žal, ker nismo dobili odstopnih izjav od lastnikov, smo se odločili, da gremo v ta odsek, ker so ljudje bili pripravljeni odstopiti oziroma so bile odstopne izjave že podpisane. Vse te rekonstrukcije, vse te posodobitve pa seveda počenjate z enim pomembnim namenom. Še kako se namreč zavedate, da brez teh sodobnih cestnih prometnic boste na teh odročnih krajih težko obdržali ljudi, sploh mlade? Ja, ravno to je ta problem. Mi si želimo, da mladi ostajajo na kmetijah, pa ne samo to, da je cesta tista, res je največji pomen cesta, tudi vodovodi in pa še kakšne druge infrastrukture. Jaz si želim, da bi mladi ostali na kmetijah, da bi se morda na novo začel ukvarjati s kakšnim kmečkim turizmom, to zelo pogrešamo v naši občini. Pa so še tudi druge dejavnike, ampak res cesta je ena tistih infrastruktur, ki je najpomembnejša za naše občane. Mi moramo še ogromno postoriti. Jaz se na tem mestu zavedam, koliko cest imamo še mi za posodobiti v naši občini, kajti občina Mislinja je enih večjih občin na Koroškem, seveda tudi z največjimi temi gozdnimi cestami. Tako da na tem področju nas čaka še ogromno dela in verjamem, če bomo delali skupaj, bomo tudi postopoma prišli do teh cest, jih posodobili. Je pa res, da je vedno več pa teh cest, ki jih moramo ponovno obnavljati. Marsikomu se zdi v mestu ali pa tudi v kraju Mislinja, da je to cesta samoumevna, ampak ko vidiš, ko si na otvoritvah cest, recimo na Graški gori, so ljudje zelo čustveni, ki so pridobili to pridobitev. To se pravi, kako znajo ceniti to infrastrukturo, to, da imajo dejansko iste
iste pravice in tudi dolžnosti, kot pa občani v dolinah, ki jim pač je morda marsikomu zdi, da je to samoumevno. Pred kratkim ste, župan, objavili prednostno listo upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem po javnem razpisu za leto 2017. Na njej je trenutno 8 prosilcev. Imate v občini Mislinja dovolj teh stanovanj? Ne, stanovanj nimamo dovolj. V lanskem letu smo jih oddali 8. V letošnjem letu imamo trenutno na voljo samo 2 stanovanja. Seveda si želimo teh stanovanj še pridobiti, predvsem stanovanje in za invalide, ki jih res potrebujemo. Verjamem, da bomo tudi v prihodnje to stanovanje pridobili. Imamo neke plane, ki bi radi morda za zdravstvenim domom, pa tudi s knjižnico selitve naredili in v teh prostorih izgradili nova stanovanja, predvsem pa tudi za invalide, ker je v naših občini res teh stanovanj. Nadaljujete še z urejanjem športno-rekreacijskega parka Stari Bajer v Mislinji. Kaj je že narejenega do sedaj in kaj še bo? To delamo postopoma. V lanskem letu smo naredili osrednji prostor, se pravi košarkarsko igrišče in tudi del prostora, na katerem imamo namen, da bi se vse te prireditve dogajale na tem prostoru. V letošnjem letu delamo travnato igrišče za mali nogomet. V prihodnje leto imamo že tudi plan. Ne vem še koliko oziroma kaj bomo naredili, planirano imamo 60 000 evrov. Moramo povedati na tem mestu in se tudi zahvaliti Fundaciji za šport, nam pri tem pomaga in smo že dobili 2-krat sofinancirano. Najverjetneje bomo drugo leto izdelali te klopi za gledalce oziroma da bodo lahko sedeli. Seveda imamo še tu namen eno igrišče narediti, to je odbojkarsko igrišče, skating progo, pa še razne potke noter, da bo lahko mamice z malimi otroci sprehajali po tem parku. No, ob vseh teh večjih posegih v prostor pa ste seveda v občini Mislinja v zadnjem letu postorili tudi veliko manjših posegov v prostor, ki pa ljudem veliko pomenijo. Zelo velikokrat srečam ljudi in me sprašujejo oziroma tudi kaj si želijo. In včasih je zelo mala stvar, ko je narediš malemu človeku, zelo veliko pomeni. Na to sem ponosen, prisluhnem vsakemu, ki pride do mene in mu poskušam tudi pomagati. Seveda vsega ne morem. V letošnjem letu smo tudi sofinancirali pri raznih izgradnjih cest, se pravi, kjer so občani pripravljeni sami investirati in tudi občina pomaga, se pravi pri polaganje asfalta, to je od 50 pa tudi tam do 90%. Odvisno, ker imamo za ta namen poseben pravilnik in kam pri tem pravilniku se pravi, ko se točkuje, koliko sredstev dobijo in toliko jih tudi na koncu tudi občina njim pomaga. V preteklih letih ste imeli veliko dela s sanacijo številnih plazov. Vam je bila zdaj v zadnjem letu narava kaj bolj naklonjena? Ja, v letošnjem letu je bilo boljše in upam, da bo tako tudi pri tem tudi ostalo. V lanskem letu smo 2 plazova sanirala občina sama iz proračunske rezerve, enega pa je nam pomagala tudi, smo dobili pomoč iz države, tako da v letošnjem letu smo sanirali 3 takšne plazove. Imamo jih tudi nekaj, upam, da ne bodo nastali novi in da jih tudi v drugem letu še popravimo oziroma tam, kjer je zelo nevarnost, da tudi se ta zadeva uredi. Na občini Mislinja ste trenutno v fazi sprejemanja občinskega proračuna za leto 2018. Vem, da je vse skupaj na čisto začetni stopnji, ampak kljub temu vas prosim, župan, da nam tiste glavne usmeritve vendarle predstavite. Tako je, proračun je v branju. Kar se tiče prihodkov, jih imamo okrog 6,5 milijona, odhodkov nekaj čez 8 milijonov, razlika med prihodki in odhodki je približno 1,9 milijon, s tem, da ker smo že v letošnjem letu že zaprosili za kredit za 1,6 milijon, prenašamo v drugo leto, prav tako pa tudi prihodke oziroma višek približno 300 000 evrov tudi v drugo leto. V drugo leto nas čakajo kar zanimivi projekti, ta dolgoročni oziroma želja nas vseh občanov in občank je, da končno si pridobimo to novo telovadnico, Center za zdravje in šport. Na tem mestu moram povedati, da smo bili uspešni na razpisu
na Ministrstvo za šolstvo in šport. Tukaj bomo dobili približno 4.840 tisoč evrov, pa na ekoskladu nekaj čez milijon. Tako se pravi približno 1,5 milijona nepovratnih sredstev. S tem pa, da moramo v naslednjem letu, do konca leta, to investicijo tudi končati. Telovadnica bo lesena. Jaz verjamem, da ta projekt sedaj bo. Na tem mestu se moram tudi zahvaliti sodelavcem na občinski upravi, da smo res smo trdo delali in prišli do teh projektov, na koncu konca pa tudi do teh sredstev, 1,5 milijona ni malo. Polovico teh sredstev bo mogla seveda se pa tudi občina Mislinja zadolžiti. No, od uspelih projektov in začrtanega proračuna pa zdaj k 2 obletnicama. Najprej so v mesecu aprilu slavili vaši taborniki, rodu Mrzli studenec Mislinja. Obeležujejo 40 let uspešnega dela. Ja, v letošnjem letu so obeleževali 40-letnico. Na tem mestu so se zbrali vsi stari taborniki. Pripravili so tudi manjšo razstavo slik, kaj so v vseh teh letih naredili. Moram povedati, da rod Mrzli studenc zelo dobro dela, tudi glede pohval. Ko smo se pogovarjali z starimi taborniki, so zelo veseli, da ta rod deluje naprej in verjamem, da bo tudi deloval še naprej. No, za taborniki so svoj prav tako pomemben jubilej na najboljši možni način proslavili tudi gasilci iz prostovoljnega gasilskega društva Dolič Šentflorjan. No, ti pa so stari 85 let, slovesna prireditev je bila še posebej vesela. Tega dogodka smo se veselili vsi. Naj povem, da ta cisterna, katera je bila predana gasilskemu društvu Šentflorjan Dolič, je bila vredna približno 215 tisoč evrov. Občina je prispevala polovico teh sredstev. Naj se na tem mestu tudi zahvalim vsem donatorjem, posebno gasilcem, ki so res trdo delali, da so zbrali denar. Na koncu koncev ta cisterna je zelo potrebna in moram povedati, da je ves denar, ko gre za gasilska društva, se mi ne zdi škoda, se mi zdi, da je prava naložba, kajti gasilci so vedno pripravljeni poskočiti na pomoč. Kadarkoli jih rabimo, so res gasilci prvi tisti, ki pridejo. Tako da z gasilci, vsaj z moje strani je zelo korektno, pa tudi čutim, da z njihove, da so zelo zadovoljni. Pa to ni edina pridobitev, ki se je zgodila v letošnjem letu. Tudi gasilci Mislinja so si nabavili novo vozilo, ki je pa tudi plod njihovega dela, pri tem je tudi občina jim pomagala, tako da na tem mestu čestitam obema gasilskemu društvu. Tudi ne smem pozabiti gasilsko društvo Dovže, ki tudi dobro deluje, ampak delamo postopoma. Sedaj smo recimo končali s projektom v Doliču, na vrsti je gasilsko društvo Mislinja. Želimo si, da čim prej zgradimo nov gasilski dom, ki je tudi zelo potreben. Načrte imamo, da že tudi sedaj neka sredstva že, se pravi, da nalagamo v proračun za rezervo, da čez kakšne 2-3 leta bo morda pa tudi že nov gasilski dom stal v Mislinji. Lokacija je znana. Za drugo leto smo se dogovorili, da se pripravijo projekti in da, se pravi, morda 3-4 leta pa bo tudi ta novi gasilski dom, ki ga tudi gasilci iz Mislinja zelo potrebuje in ga tudi pričakujejo. Tako imenovana županova vojska vam je torej, gospod Bojan, še vedno en velik vzor, predvsem pa v ponos. Ja, res je. Jaz sem na gasilce zelo ponosen. Kadarkoli se kaj v naši občini zgodi, vedno so oni tisti prvi, ki so pripravljeni priskočiti na pomoč. Naj bo to z aparatom, za oživljanje, naj bo to gašenje požara ali bilo kakšna druga pomoč, na koncu koncev tudi reševanje muc in takšne zadev, so gasilci tisti, ki vse te naloge z veseljem, brez odpora tudi upravljajo. Gospod župan, zdaj, če se strinjate, bi naše gledalke in gledalce pozval, da pravzaprav, če želite, oddaja Župan z vami poteka v živo
tretjina oddaje je zdaj za nami. Če torej želite župana občine Mislinja, gospoda Bojana Borovnika, kaj vprašati oziroma dodati svoje mnenje, pohvalo, nenazadnje tudi kritike sprejemamo, potem naj povem od tega trenutka naprej naši dve studijski številki oziroma eno vam bom predstavil, je torej odprta. Pokličite na 03 897 0770, 03 897 0770. Sicer pa, ko načrtujete letne proračune, gospod Bojan, želite vselej pridobiti čim večji delež, čim večji kolač evropskega ali pa državnega denarja. In nedolgo tega vam je, zdaj malce ste danes o tem že govorili, uspel kar en velik met. Govorim namreč o kar več milijonski investiciji, ki bo stala poleg osnovne šole, mogoče malo bolj konkretna predstavitev projekta. Ja, ta telovadnica bo v leseni izvedbi. Smo trenutno v fazi izbiranja izvajalca. Projekt ocenjujemo nekje 3 milijone bruto. Se pravi, zato smo dobili polovico nepovratnih sredstev, polovico more pa se tudi občina se bo mogla, oziroma smo se že zadolžili v tem trenutku sedaj, ker sem že prej omenil, da prenašamo 1 600 000 v drugo leto, tako da zdaj pa že skoraj verjamem, da ta projekt se nam uresniči. Pa ni to edini projekt. V naslednjem letu imamo tudi namen zamenjati ves vodovodni sistem, se pravi cevi v samem centru Mislinja. Tu moram povedati, da smo skupaj z mestno občino Slovenj Gradec dobili tožbo, žal, proti državi, ker smo leta 2014 izpadli iz teh projektov. Ne vem, bila je neka težava pri ključku pa DVD-ju, ampak na koncu ta sredstva dobimo in skupaj z mestno občino Slovenj Gradec pričnemo tudi občina Slovenj Gradec na svojem delu, mi pa na svojem tu v Mislinju in se bo zamenjala te cevi. Potem imamo namen tudi urediti Pohorsko cesto, se pravi obnovo asfalta in del in tudi pločnik. Potem imamo še, radi bi še uredili vaško jedro Šentilj. To ne vem, v tem trenutku smo na razpisu, sredstva so bila sicer odobrena, ampak se pravi, kar se tukaj naše regije tiče, neke pritožbe so še, tako da ne vem, ampak verjamem, da tudi v drugem letu bomo prišli do tega projekta, ker imamo res ozko grlo v Šentilju. Nekaj sredstva namenjamo tudi za sofinanciranje teh cest, asfaltirane, kot sem že prej povedal, tako da projektov nam ne bo zmanjkalo. Če boje pa res vse te, ko smo si zadali, vse to naredili, bo pa tudi en velik zalogaj. Ena izmed prav tako svetlih točk iz preteklosti je prav tako večmilijonska investicija v center Kope, ki je nekaj posebnega. Kaj se trenutno z njim dogaja? No, ni bila to večmilijonska investicija, to je bilo milijonska, 1 milijon evrov se je tu investiralo, s tem, da so to evropska sredstva v 85%, ostalo je investirala občina Mislinja. Moram povedati, da v letošnjem letu smo ta dom dali v najem podjetje Vabo, ki zelo dobro dela, veliko prireditev se dogaja v letošnjem letu, na enih parih sem bil tudi sam, ko sem jih obiskoval. S tem pa seveda tudi se občina znebila teh stroškov, ki jih imamo z vzdrževanjem oziroma z investicijami, katere bi še mogli vložiti v to. Moram povedati, da podjetje Vabo dobro dela, ta dom pridobiva zakaj je bil zgrajen in seveda si tega vse želim. Je še nekaj projektov, ki se bodo zgodili na Kopah in ta dom bo še dejansko še bolj zaživel, kot pa živi sedaj. Kar množica projektov je torej v igri. Župan, spomniva, odkupili ste nedolgo tega tudi prostore za nov zdravstveni dom. Ta sedanji je v nekoliko starejših prostorih in utesnjen. Ravno prejšnji teden sem podpisal pogodbo z rižanskim vodovodom. Mi smo te prostore odkupili z namenom, da v center Lopam preselimo zdravstveni dom v kompletu, se pravi in zobozdravstvo in zdravstvo. Verjamem, da bomo skupaj z zdravstvenim domom in državo ta objekt, ki smo ga sedaj odkupili, opremili v naslednjih letih, se pravi, da prestavimo vse skupaj sem. Tam bi pa radi, ko sem že prej omenil, ker nam tudi primanjkuje stanovanj, zgradili
tudi invalidska stanovanja, pa tudi stanovanja, ki jih nam v občini Mislinja trenutno primanjkuje. Isto imamo željo preseliti tudi knjižnico. Knjižnica je premala. Sicer tukaj še ni projektov, ampak ker je vse pogojeno, se pravi, če zgradimo novo telovadnico, vsi športne dejavnosti, ki se sedaj dogajajo v centru Lopan, selijo v to novo telovadnico. Tukaj bi pa en del stavbe oziroma ene dvorane namenili za knjižnico. Kakor sedaj kažejo ti projekti, se pravi, da ta telovadnica naj bi bila, verjamem, da se bo to potegnilo verižno reakcijo in v prihodnjih letih bi tudi preselili knjižnico in zdravstveni dom. Načrti so torej smeli in veliko potezni. Na parkirišču na zahodni strani poslovnega centra Lopan ste izvedli naložbo v polnilno postajo za električna vozila. Tudi tu ste pridobili nepovratna sredstva iz ekosklada, torej skrbite za spodbujanje električne mobilnosti, verjetno sploh ob dejstvu, da se zdaj naftni derivati kar dražijo. Seveda tega si tudi mi želimo. Prijavili smo se na ta razpis in bili izbrani. Se pravi, to polnilnico so dobili sponzorirano oziroma na razpisu. Ostala, kar se pa tiče postavitve, pa priklope, ostale stroške, pa nosi občina. Za letošnje leto smo se odločili za eno. Mislim, da bomo tudi v prihodnje, še v drugo leto, še kakšno investirali. Seveda si želimo več tega, pa ne samo kar se tiče postaj. Imamo tudi težave, predvsem občina Mislinja, ker bi občani radi delali te energetske vire, se pravi sončne elektrarne, ampak ti daljnovodi so preslabi in od Elektra ne dobijo soglasja. Jaz verjamem, da bomo skupaj z Elektrom Celjem v prihodnjih letih to rešili, da bodo lahko si občani na novo priključevali, se pravi za te male hidroelektrarne ali na sončno energijo, kakorkoli, da bodo lahko se izdelali. Veliko je povpraševanj, ampak žal v tem trenutku v naši občini ne dobi nobeden, da bi si lahko izdelal to elektrarno. V tem letu vas je obiskala varuhinja človekovih pravic, sodelavci se je pogovorila z vsemi, ki so menili, da so jim bile kršene kakršnekoli pravice. No, takrat se je varuhinja sestala tudi z vami. O čem je tekel pogovor? Ja, malo me sprašvala, kako mi skrbimo za svoje občanke in občane. Na teh, mislim, da je bilo pri njej 8 občanov, iz naše občine 2 občana, ampak predvsem je bilo, kakor mi je povedala sama, glede zdravstva, glede zdravstvenih zavarovanj, pa tega so imeli občanke pripombe. Midva pa se pa pogovarja o konkretnih stvari, na kakšen način mi pomagamo oziroma kako rešujemo te stvari. Seveda, če pride občani oziroma občanke do mene oziroma do občinske uprave, poskušamo reševati stvari korektno in tako bomo delali tudi vnaprej. Do zdaj moram reči, da čez občino tudi ni bilo nobene pripombe v tem trenutku. Seveda pa morda tudi je kaj narobe, zato smo tudi odprti, moja vrata so vedno odprta in kadarkoli lahko pride kdo na pogovor in poskušamo rešiti kakšne težave, če so. V Mislinji je potekala tudi zaključna prireditev s podelitvijo priznanj in nagrad najboljšemu tekmovanju Kaj veš o prometu ter podelitev bronastega, srebrnega kot tudi zlatega znaka Agencije za varnost v prometu Republike Slovenije. Zanimivo je dejstvo, da ste na tem področju v Mislinji vedno najboljši ali med najboljšimi, pa čeprav sodite po številu prebivalcev med manjše lokalne skupnosti. Ja, to gre zahvala predvsem SPV-ju, se pravi in šoli in policijski postaji Slovenj Gradec. Moram povedati, da to delo je zelo dobro in zato so tudi rezultati. Zato so tudi bili ta priznanja, ki so si jih res zaslužili, kajti vsako leto se na področju varnosti v naši občini nekaj izboljša. Seveda še nas čaka vse skupaj veliko dela, ampak če delamo skupaj, tako kot delamo sedaj, bomo tudi te pomanjkljivosti s časoma odpravili. Turizem tudi v Mislinji postaja vedno bolj pomembna in napredna gospodarska panoga. Slediti želite vsem svetovnim trendom, zato se, kolikor se da, aktivno vključujete v vso dogajanje. V tem kontekstu lahko izpostaviva tudi posvet o turizmu, ki se je zgodil pri vas. Ja, v začetku leta smo imeli ta posvet. Posvet smo imeli predvsem s tem namenom
da tudi lokalna skupnost oziroma občina vidi, prisluhne občanom, kaj si želijo. Mi smo na ta posvet povabili vsa društva, občane, celo občine, kdorkoli je želel priti na ta posvet, predvsem s tem namenom, da začutimo ljudmi, kaj bi še oni radi. Seveda imamo mi že tudi neke predloge, ampak ni pa rečeno, da so vsi ti predlogi ta pravi, kaj ti moraš čutiti utrip občanov, da vsaj oni ti povedo, kaj ni dobro, kaj bi bilo treba postoriti. Na tem področju imamo še mi veliko rezerve, tega se zelo dobro zavedam. Malo prej sem že omenil te turistične kmetije, rabimo pa seveda še tudi prostor, se pravi, vsaj en mali motel za prenočišča, tega si zelo želim, da bi morda v kratkem bil, ker ni pomembno samo to, da goste privabiš za en dan, jaz bi želel te goste zadržati tukaj za več dni, kajti tako se potem tudi razvijajo nova delovna mesta, ki si jih pa v občini res želimo. Čeprav sem gledal statistiko 14 dni nazaj, je občina Mislinja, kar se tiče nezaposlenosti med koroškimi občinami na prvem mestu. To je res, žal pa je, da smo pa, kar se tiče pa prihodkov, se pravi pri plačah, smo pa bolj kot ne na zadnjem mestu. Se pravi, moramo tudi na tem področju nekaj dobiti, da bojo naši občani in občanke si več, se pravi, dobili, da se jim poviša ta prihodek. No, turizma zdaj k temi, ki ste jo na nek način načeli, k interaktivni delavnici z naslovom Štartaj Mislinja. Matija Goljar je takrat udeležencem predstavil dobre prakse številnih poslovnih idej in dvorana Lopan je bila polna. Jaz sem bil zelo vesel tega dogodka, da smo to skupaj oziroma na pobudo tega Matija Goljarja, da je prišel predstaviti, na kakšen način si priti do prihodkov, bilo je kar precej mladih, to je razveseljivo. Povedal je par primerov, na kakšen način priti do lastnih sredstev. In ljudje so bili kar radovedni, so kar spraševali, pa mislim, da bo to en začetek, da bo tudi marsikomu se porodila nova ideja za podjetništvo. No in zakaj so takšne delavnice pomembne? Verjetno tudi zaradi dejstva, ker se tudi v Mislinji krepi ta podjetniški duh pri mladih. Kar nekaj uspešnih mladih podjetnikov imate, mladega pivovarja in še bi lahko našteval. Ja, je kar nekaj teh podjetnikov. Seveda si jih želimo še več. Mi tudi občina spodbuja te hoče na novo ustanoviti in tudi dajemo neka sredstva. Res, da niso velika, ampak nekaj denarja vseeno dajemo tudi ta namen. Želim si, da bi bilo teh podjetnikov še več, s tem, da se dvigne tudi produktivnost oziroma večje plače pri posameznikih. Ampak verjamem, da bo tudi na tem področju vse premika in da gremo v pravi smeri. Seveda si želimo še kaj večjega. Tudi imeli smo primer pred 2 letoma, ko so prišli iskati zemljo, da bi postavili, se pravi, za industrijsko cono. Žal iz tega ni bilo nič, ker tudi v OPN-ju nismo prišli do tega prostora. Imamo veliko zemlje, zazidane zemlje, žal je to od zasebnikov, kateri pa te zemlje ne želijo prodati. Tako da smo tu v eni mat poziciji, država nam ne da novih lokacij, zato ker imamo preveč starih, in mi krmarimo seveda med tem, kar pač lahko. No, zunanji izgled vsake lokalne skupnosti je sila pomemben. Tudi zato so se v Mislinji letos sestali študenti fakultete za arhitekturo in malce pomagali oziroma nakazali možne poti usmeritve na tem področju naprej. Ja, bili so pri nam 3 dni, hodili so po terenu, si ogledali naše zgradbe oziroma predloge, bodo pripravili, nekaj predlogov smo mi podali, kaj mi želimo in da bi oni uskladili z okolico in se pravi, če vse to, kar imamo mi v želji, spada v ta prostor. V naslednjem letu bodo pripravili tudi delavnico oziroma prikazali, kaj so pripravili v tem obdobju. Mislim, da bodo med občinskim praznikom v naslednjem letu bomo že lahko videli, kaj so oni arhitekti pripravili in da bomo tudi prišli do kakšne nove ideje. Jaz si tega sodelovanja s fakultetom seveda zelo želim, kajti oni so res neobremenjeni z vsem, mi pa, ko začnemo gledati neke projekte, že imamo takoj obremenitev v glavi, se ne bomo teh zemljišč dobili,
Ampak morda se pa res kaj iz teh projektov kaj najde in da bomo nadaljevali to začrtano pot, ki se seveda zelo želimo, da bi tudi naša občina dobila še več prebivalcev, se pravi, da bi prišli na tisto mejo 5000 prebivalcev v naši občini. Na osnova za pridobitev nenazadnje tudi poslovnih možnosti v prihodnje pa je svež občinski prostorski načrt. Tu pa se malce zatika ministrstva, vse kmetijsko pravzaprav bdi na tem, pa vam ni naklonjeno. Tukaj sem osebno zelo razočaran. Prej tudi sam že morda nisem verjel predhodnemu županu, gospodu Francu Šilaku, ampak vidim, koliko energije on vložil, koliko jo sedaj ponovno mi že vlagamo 2 leti. Moram povedati na tem mestu, da sem res zelo razočaran nad državo, da tako zavlačuje ta naš OPN. Dvakrat na prejšnji seji sem to že umaknil z dnevnega reda. Imam namen dati na dnevni red v naslednji seji v mesecu decembru in jaz res verjamem, da bo ta OPN sprejet. Ogromno klicev, razočaranj v naših občanov in občank je ravno na to temo. Ampak žal ni krivda na občini, krivda države, oziroma bom rekel takrat direktno nekoga uradnika, ki žal niti ne pride pogledati, kje mi živimo in iz pisarne v Ljubljani nam določa oziroma postavlja neke zahteve, ki so nerealne. Primerjam razne občine med sabo. Zelo žalostno je, da je tudi več kot odvisno od uradnika, kateri ima tvojo občino, kateri ti pripravlja ta projekt. Jaz verjamem, da v tem tednu bo ta zadeva sprejeta in da bom lahko dal na naslednjo sejo, se pravi v mesecu decembru, da se OPN končno sprejme. Tega si res želimo. Čakamo še soglasje iz Ministrstva za kmetijstvo. V Mislinji imate vselej pogled ali pa fokus usmerjen naprej v prihodnost, obenem pa seveda ne pozabite na bogato zgodovinsko dediščino, ki vas obkroža. V vaši občini so v preteklosti občani v veliki meri pa v velikih količinah pridobivali oziroma žgali apno in to tradicijo so pred skorajda 2 desetletjema ponovno obudili v vaški skupnosti Dolič in zdaj lahko rečemo, da je apnenca, tako ste ali so poimenovali ta projekt, uspešna zgodba. Ja, ta projekt je že, moram reči, tradicija, je uspešna zgodba. Vaška skupnost Dolič z vsem društvimi, ki so na tem koncu, dobro sodelujejo in ta projekt verjamem, da se bo nadaljeval. Ni pomembno samo, zakaj je ta projekt. Projekt je predvsem, da se kaže, na kakšen način so včasih se preživljali. Ta apnenca je ugasnila nekje leta 76 oziroma v 70 letih prejšnjega stoletja. Je pa lepo videti, oziroma da se to znanje, ki so ga nekoč imeli, da se prenaša na mlade rodove. Moram reči, da kar precej mladih pride na to praznovanje, ker jih zanima, na kakšen način se pridobiva apno. Ekipa, ki zdaj že vrsto let to zgodbo o uspehu pelje, je seveda dobro motivirana, kljub temu pa si želijo mlajših rodov v svojih vrstah in tu bo treba verjetno strniti vrste, pa mlade privabiti k temu početju, pa ne nazadnje, da osvojijo vsa ta znanja, ki ga je zdaj v Mislinji dovolj. Jaz verjamem, da bodo stopili skupaj in da bodo nekaj naredili na tem projektu. Se pravi, da bi še dodali še nekaj, morda kar bi še mlade še bolj pritegnilo. Veste, če neko zgodbo, da se vsako leto ponavlja, ni dobro. Se pravi, bo treba nekaj dodati oziroma kaj spremeniti. Morda tudi dati mladim priložnost, da morda oni sami to povzamejo in oni sami vodijo to zadevo. Oziroma to, bom rekel, se bo ta kulturno društvo in vaška skupnost mogla dogovoriti. Sam pa si mislim, da bi bilo dobro, da bi to tudi mladi prevzeli in mladi začeli več delati na tem projektu. Na uspešnih zgodb, ki obujajo preteklost občini Mislinji, je kar nekaj. V okviru turističnega društva se predvsem marsikaj dogaja, pa še kje, recimo pozdrav jeseni na kmetiji Foltan, to je že ena taka tradicionalna zgodba. Ja, tudi to je že tradicionalna zgodba.
V letošnjem letu je bila tema česen in čebuh. Moram povedati, da so res naredili fantastično razstavo, prišli so tudi društva od drugod. Tako da tudi na tem področju je vedno nekaj novega, se pravi inovativnega. Se pravi, ravno to je tisto, kar sem tudi že prej omenil pri Apnenci, da bo morda pa treba tudi kaj tam spremeniti, da bo pritegnemo čim več mladih. Na tej prireditvi je bilo kar precej obiskovalcev in je vsako leto tako. No, videli smo, pravzaprav ta prireditev je poznana tudi po izjemnih pridelkih in nenazadnje tudi na tak način bo moč tudi občini Mislinja samooskrbo še povečati. Tega si seveda zelo želimo in seveda na takšen način se kaže tudi mlajšim rodovom, kako se tu prideluje, in želim si, da bi se res kmetje oziroma nastale nove turistične kmetije, ki jih, že tudi se ponavljam, jih v naši občini res ni. In to je ena promocija tudi morda za mlajše, na kakšen način se morda spopasti oziroma na kakšen način bi razvijali te turistične kmetije. No, še na eno aktualno vsebino spomniva, župan, kot edini na Koroškem ste zdaj to soboto pripravili prireditev ob svetovnem dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč. To sedaj se dogaja že kar nekaj let. Jaz žal na te prireditve nisem bil letos prisoten, ker sem bil službeno odsoten, ampak koliko sem se pogovarjal z sodelavci, je bila ta prireditev zelo dobro speljana. Predvsem je to dobro delo SPV-ja, se pravi, pa ne samo SPV, tudi policijske postaje Slovenj Gradec, osnovne šole, tako kot sem že prej povedal, Združenje avtomehanikov Mislinja. To so ljudje, ki dajo nekaj na to, in prav je, da se vsako leto spomnimo na žrtve, ki so jih nam vzele ceste, pa tudi morda sam sebe, pa tudi kolege in kolegice opolnimo s tem, kako je pomembno življenje, da moramo tudi biti v prometu zelo, zelo previdni. Občina Mislinja je na tem področju en svetov zgled, namreč število prometnih nesreč v zadnjih 3-4 letih na področju občine Mislinja na srečo upada. Žal pa je na celotnem področju policijske postaje Slovenj Gradec težava še vedno od leta 2013 do zdaj vsaj ena smrtna žrtev. In žal je teh žrtev največ prav na glavni državni prometnici, ki pelje skozi Mislinjo. Jaz upam, da dobimo to novo, se pravi tretjo razvojno os, da se bo ta promet po tej naši cesti umiril. Tudi pri nas je bila smrtna žrtev v Mislinjskem klancu, mislim, da 2-3 leta nazaj, kar je zelo žalostno. Se pravi, na tem področju je še treba nekaj narediti. Promet skozi Mislinja je zelo, zelo gost, včasih se ne moreš niti vključiti iz stranske ceste na glavno cesto, posebno takrat, kadar se ljudje vračajo službe oziroma kadar gredo v službe. Tudi tukaj še nas čaka nekaj dela, da tudi na tem področju, se pravi, ali želimo si seveda krožnega križišča, da umirimo promet skozi Mislinja, ne želimo si semaforja dejansko, ker tudi smo se pogovarjali s strokovnjaki, če damo semafor, je problem, ker bo avto ostali dejansko sredi centra in še bolj onesnaževali okolje. Se pravi, v poštev pride res samo krožno križišče. No, med šibkejše udeležence v prometu sodijo tudi kolesarji, pa ne nazadnje pešci. In med prvimi ste bili na Koroškem, ki ste skupaj z mestno občino Slovenj Gradec naredili oziroma kreirali eno uspešno kolesarsko oziroma pešpot od Slovenj Gradca do Mislinje, pa še iz Mislinje naprej. Kaj pa proti Velenju? Vemo, da v pogovorih z mestno občino Velenje ste že kar nekaj časa. Ni dolgo nazaj sem bil tudi sam na mestni občini Velenje, se pogovarjamo, radi bi to kolesarsko stezo iz Velenja proti Doliču delali skupaj, pa ne samo občine, verjamem, da bo tudi tu država skočila na pomoč. Pogovarjamo se v tej smeri, da bi delali vsi trije in upam in si seveda želim, da ta projekt dobi zeleno luč, da čez kakšne 2 leti, 3 leti, da bo tudi ta kolesarska steza zgrajena. Seveda tu niso mali stroški, to je kar velik zalogaj za obe občini, ampak če bomo delali vsi trije, bomo to kolesarsko tudi naredili. Mi, kar se tiče evropskih sredstev,
v naši regiji ne dobimo za ničesar druga, lahko jih porabimo samo za kolesarske poti. Zato bomo tudi mi vsa ta sredstva res namenili tem projektom, seveda koliko bo občina sama zmožna, ker delež sofinanciranja pa tudi potrebno iz naše strani. Tako da si želimo to povezavo z Velenjem in pa kolesarsko pot proti Šentflorjanu. To je naša ideja oziroma in verjamem, da bo ta projekt tudi zaživel. V letošnjem letu bi že morala biti posodobljena cesta od Joškota proti Repolusku. Jaz sem bil zelo vesel že takrat, ko sem rekel, da to bo. Žal sem tudi jaz dal potem napačno informacijo do naših občanov. Ampak pred tednom dni sem govoril tudi z Direkcijo za promet. Obljubili so mi, da razpis bo še v letošnjem letu, se pravi tako, da bi nekje v začetku drugega leta se ta cesta posodobila. Imamo mi tudi naročen projekt, se pravi tudi obnovo, ker kolesarska po tej stari cesti dejansko ne pride skozi do Repoluska oziroma še naprej od Repoluska. Tako da verjamem, da bo tudi morda se ta cesta posodobila oziroma da se bo prestavila tudi pri Joškotu, ker tu vemo, da pod Joškotom v Doliču je zelo kritično ta odsek ceste, da se predstavi morda ali pod Joškotom ali nad to gostilno nad Joškotom, da bi se to tudi na tem področju naredilo krožno križišče, da tudi se tukaj umiri promet. Upam pa, da bo država držala besedo in da bomo v drugo leto oziroma prihodnje leto tudi prišli tej stvari do konca. Gospod župan, športa se še nisva lotila, kako gre recimo odbojkaricam, odbojkarjem, pa skakalcem, recimo tudi karateiste imate dobre, če se osredotočimo za zdaj samo na njih. Tu ste še pozabili povedati, tudi strelsko društvo Dolič je tudi zelo dobro. Kar se tiče športnikov, moram povedati, da kakorkoli smo majhni, smo pa nazvan veliki. Se pravi, naši športniki so res dobri in odbojkarji so sedaj obojni v drugi ligi, karateisti, tako kot ste že imeli. Tudi skakalci v letošnjem letu so bile izvedene 4 tekme. Upam, da bodo tudi v prihodnjih letih. Seveda bi tu radi še več, se pravi, da bi tudi na koncu konca prišlo več gledalcev na vse te športne prireditve. Kar se tiče športa, moram reči, da sem zelo zadovoljen, kakorkoli smo mali, ampak športnikov imamo kar precej poznanih, ne samo po Sloveniji, tudi izven Slovenije. No, med številnimi športnimi zvezdami je lahko en pomemben vzor tudi vaš domačin, Drago Fele, na področju karateja. Shotokan karateja je pravzaprav v Sloveniji med tistimi, ki so prilezli v navednicah najviše. In tudi zato karate pri vas že več kot 40 let uspešno deluje in tudi pridobiva na veljavi. Vedno več mladih se odloča za ta šport, ki krepi samozavest, pa ne nazadnje tudi tiste prave cilje pri mladih. Jaz sem zelo vesel, da je tako, da se tudi karate je vedno bolj dvigovati, vedno bolj predstavlja ne samo v Sloveniji, tudi izven Slovenije. Se pravi, to je dobro delo kluba. Ne? Zato je na tem mestu naj tudi pohvalim delo karate kluba in čestitam na vseh področjih. Letos so kar pridobili oziroma osvojili kar nekaj medalj. Ne? To pa ni malo. Se pravi, to je dobro delo in jim čestitam na tem mestu karateistom, pa ne samo karateistom, da ne bo zvenelo, da sem pristranski. Vsem naši športniki, ki res dosegajo zelo velike uspehe na vseh področjih. Naj bo to strelstvo, naj bo to karate, naj bo to odbojka in skoki. V lanskem oziroma v letošnjem letu tudi na planici, skok našega skakalca, Pavliča, mislim, da je 233 metrov na planici, to ni malo. Je tudi to nekaj pomeni, se pravi,
da na vseh področjih športniki delajo kar dobro. No, k tem paradnim športom občine Mislinje, če lahko tako rečeva, se bo kmalu ali se že pridružuje tudi nogomet, ki je na dobri poti. Zato ne preseneča, da ste letos, recimo na začetku tega šolskega leta, namenu predali tudi nogometno igrišče z umetno travo. To so tisti pravi prijemi, kako mlade potegniti od računalnikov v naravo oziroma na igrišča. No, moram povedati, da pri tem projektu dejansko občina ni sodelovala, ne. To je bila bolj privatna investicija gospoda Simona. Seveda bomo tudi za našo manjšim deležem pomočjo, ampak res je, tako kot ste sami ugotavljali, pomembno je to, da potegnemo mlade do računalnika, da se bodo več ukvarjali s športom ali s kulturo. Zelo veliko mladih je v tem nogometnem klubu, ki so letos, tako kot ste rekli, dobili to umetno travo, in se naj jaz na tem mestu zahvalim tudi šoli za poslušanje oziroma za željo, da se je to igrišče uredilo tako, kot se je. Prej je bilo tam, na tem prostoru se ni dogajalo nič, bilo je teniško igrišče, ki žal ne vem, kako dolgo že ni bilo na tem teniškem igrišču, se pravi, se ni delalo na njem, ampak da je bilo bolj ko ne zavrženo, se pravi, da je dobilo tisti pravi pomen in na tem igrišču pravi živ žal. No, tiste svetle točke poskušava župan občine Mislinje nekako izpostaviti, pa jih poudariti. Gotovo je teh še veliko, čas je seveda omejen, ampak v tem kontekstu velja spomniti na poslovni center Lopan. Vsako leto tudi ta pridobiva na veljavi. Prej ste dejali, van boste kmalu vključili tudi zdravstveni dom, je pa društvena dejavnost tista, ki ga pravzaprav odlikuje ogromno, 70-80 prireditev na najvišjem nivoju, ki pravzaprav pritegnejo 400-500 ljudi v ta majhen kraj. Celotna Koroška prihaja k vam, ko so dogodki tradicionalni na sporedu. Ja, mislim, da je to dobro delo vseh društev, kajti le tam, kjer se dobro sodeluje, lahko pridemo do ene kvalitetne prireditve. Jaz si tega seveda želim, da bi bilo še več, da res zapolnimo to dvorano gor, ampak karkoli sem zelo zadovoljen, tudi že sedaj. Je bilo že v letošnjem letu ogromno prireditev, še bodo v tem letu. Se pravi, to je dobro sodelovanje med društvi in tudi lokalno skupnostjo. No, k temu sodelovanju pa velja prišteti še medgeneracijsko sodelovanje. Vaši upokojenci, vaši pripadniki tretjega življenjskega obdobja, če rečem temu tako, zelo radi pomagajo. So praktično včasih še bolj aktivni kot tisti v ta boljših letih. In verjetno plod vsega tega napora je skupnost, ki živi in diha eden za drugega. Brez njih dejansko ne gre nič. Moram reči, da skoraj na vsaki prireditvi so oni tista neka, kako bi rekel, gonilna sila, ki so vedno pripravljeni poskočiti na pomoč. Kakorkoli gledamo sedaj na to, res je, imajo več časa kot mladi, kateri imajo službe, pa še študentje, ampak res so pa vedno pripravljeni priti pomagati in delajo za dobro voljo. To me najbolj veseli, da noben ne dela z odporom, da vsi pridejo z dobro voljo, se nasmejimo, pogovorimo, in to je tisto pravo sodelovanje. Pa ne samo med starejšimi, tudi med mladimi. Ko se neka prireditev, po koncu prireditve se malo pogovorimo, kaj je bilo dobro, kaj ni bilo dobro, kaj bi še bilo boljš. Seveda se vedno da še kaj boljš narediti, ne? Ampak jaz osebno sem zelo zadovoljen na vseh teh prireditvah, katere so se v letošnjem letu dogodile v centru Lopen. To so bile kvalitetne prireditve, veliko jih je bilo, ampak šele počasi zdaj prihaja veseli december in veselo in pestro bo tudi v Mislinji. Ja, tudi v decembru so še prireditve. Planinsko društvo ima svoje prireditev, pa še mislim, da še enih par, trenutno se jih ne spomnim. Na koncu leta ima tudi občina zaključek leta, tako kot vsako leto. Zato tudi na tem mestu jih povabim, se pravi zadnjega 31.12. od 10. ure naprej bo poskrbljeno za pijačo, hrano, pa tudi za ansambel. Letošnje leto se, gospod župan, počasi izteka. Kakšno leto je bilo to za vas? Naporno, pa vendarle sladko verjetno.
naporno. Tisto pozabiš, če si na koncu uspešen, pozabiš, kako je bilo naporno. Vem, da smo veliko delali na vseh teh projektih, veliko je bilo dogovarjanje, veliko poti v Ljubljano, ampak tisto, ko potem prideš do cilja, pozabiš. Pomembno je, da bomo ta sredstva oziroma te projekte, katere smo si zastavili, dokončali, prišli do cilja. Seveda, vseh, kar si občani in občanke želijo, ne moremo narediti. Zato so občani tisti, pa občanke, ki sodijo v našem delu. Jaz za sebe seveda bi želel še več, še več postoriti. Trudili se bomo, obljubim na tem mestu, da še pridobimo kakšna sredstva za kakšne naše projekte, kajti projektov imamo, ko jih pripravljamo sedaj, še veliko na zalogi, seveda je pa vse povezano s financami. Delo občinske uprave ste danes že pozitivno ocenili, pohvalili ste sodelavke in sodelavce, ampak čaka vas še ena naloga, treba bo pridobiti tudi tajnika oziroma direktorja občinske uprave. Ta postopek je v teku, mislim, da bo kmalu sedaj končan. Imeli smo celo malo smole, bilo je že zaključeno oziroma izbran kandidat. Kandidat je se v zadnjem trenutku odpovedal, tako da smo mogli ponovno narediti razpis. Kaj pa, gospod župan, tiste želje pa načrti za leto 2018, če zdaj strnemo to povedano zadnje ure, veliko se bo dogajalo. Kateri so tisti ključni nosilni projekti, ki bodo peljali zgodbo uspehu naprej? Če bodo vse ti projekti, kar smo jih planirali v proračun za leto 2018 speljani, do konca leta bom zelo zadovoljen. Seveda se želim še kaj več, v zadnji imamo še druge projekte. Malo prej smo se pogovarjali tudi, da bi radi zdravstveni dom preselili v Lopan. Upam, da v drugem letu začnemo s kakšnim manjšim vložkom, da začnemo vsaj projekte pripraviti, pa morda že tudi kaj več, da prestavimo zdravstveni dom v Lopan. Seveda se s tem želim, da bi v tem, ker je sedaj stari zdravstveni dom, pridobili stanovanja, ki jih res potrebujemo. To se vidi v letošnjem razpisu. Mi imamo na razpolago samo 2 stanovanja, prosilcev je 8. Potem je tudi na vrsti knjižnica, ki je tudi potrebna prestavila, tudi tam, ne vem še kaj. Probleme imamo z vrtcem, skratka dela ne bo zmanjkalo. No, župani oziroma županje, ki nas obiščajo pogostokrat, povedo, da pravzaprav je en mandat prekratek za uresničitev tistih ciljev, ali načrtov, ki jih imajo župani na začetku poti. Potem boste verjetno kandidirali tudi drugo leto. Da bom kandidiral naprej, sem se odločil, da bom. Moj cilj je bil res ta projekt, se pravi telovadnice. Tam je bil cilj, če uspem to, bom še kandidiral naprej. V primeru, da do tega cilja ne bi prišli, bi še razmišljali, a je iti naprej, a ne. Je pa res, kako ste sami ugotavljali, čas gre zelo hiter, v glavi imaš ogromno stvari, ki bi jih lahko naredil. Mislim pa, da vse te stvari, ki sem si tudi zastavil, nisem obljubljal preveč, tudi za telovadnico nisem obljubljal, da bo, ampak sem obljubljal, da se bom trudil, da bom poskusil dobiti te zunanje vire. Tu je nam nekako uspelo, se pravi, če drugo leto ta telovadnica bo, pa sedaj že lahko z gotovostjo trdim, da vem, kaj bi se moglo zgoditi, da je ne bi bilo. Tako, da kandidiral bom, kaj bojo pa ljudje povedali, pa v tem trenutku ne morem reči. Zagotovo, to je druga zgodba, kar precej oddaljena, ker se vidimo, gospod župan, v tej oddaji zadnjič v tem letu. Vam seveda tudi mi želimo vse dobro tudi občinski upravi, pa ne nazadnje krajankam in krajanom, pa želimo si tako dobrega in tvornega sodelovanja tudi v prihodnje. Pa seveda hvala lepa, ker ste bili naš gost, pa hvala lepa, ker ste predstavili aktualno tematiko v občini Mislinja. Hvala tudi vam za povabilo. Tudi jaz želim svojim občankam in občanom, predvsem sicer še malo prehiter, ampak ne glede na to, ker smo letos zadnjič, veliko uspeha, veliko pozitivne energije, tega se vsi želimo, kajti le s pozitivno energijo se da marsikaj postoriti. Vem in zavedam se na tem mestu, da je še potrebno veliko stvari za narediti. Trudili se bomo,
ampak vse ne gre naenkrat, tako da za kakšen projekt bo treba še malo počakati. Tako, kot sem že prej dejal, skupaj zmoremo in bomo zmogli. Se pravi, samo s pozitivno energijo, brez nagajanja drug do drugega se da marsikaj narediti, tako da jaz gledam naprej z optimizmom in se takšnega tvornega sodelovanja, ki je bilo v letošnjem letu, želim tudi v prihodnje leto. Hvala lepa, župan. Hvala tudi vam. Drage gledalke, cenjeni gledalci, iskrena hvala pa tudi vam, ker ste nas spremljali. V oddaji Župan z vami je bil naš gost magister Bojan Borovnik, župan občine Mislinja. Lep in prijazen večer želimo še naprej. Nasvidenje, do prihodnjič.